Hvala lepa, lepo pozdravljeni. No, danes se je sestalo razsodišče Slovenske ljudske stranke. Na redni seji smo obravnavali pritožbo izvršilnega odbora stranke na sklep izvršilnega odbora občinskega odbora v Velikih Laščah. In po zares široki razpravi, na kateri so bili prisotni vsi člani razsodišča in pa tudi gospod Podobnik ter predsednik stranke, magister Marko Zidanšek, smo resnično osvetlili iz več zornih kotov dogajanja, razne dejstva, razne izjave in se pogovarjali tudi tukaj o podrobnostih. Kot sem dejal, zelo obširna razprava in po končani razpravi se je razsodišče nadaljevalo samo obravnavo in nekako smo zopet naleteli na eno predhodno pravno vprašanje glede oblikovanja samega sklepa in v želji, da ne prehitevamo stvari, da resnično se prepričamo, da nekomu ne delamo kakšnokoli krivica ali da bi stvari prehitro odločali, smo se v skladu s pravilnikom o delu razsodišča odločili, da sejo prekinemo, dokler nam Statutarno-pravna komisija ne poda tolmačenje, kako je pravilno oblikovati takšen sklep. To pa bo predvidoma, jaz pričakujem, da bo v ponedeljek zjutraj to Statutarno-pravna komisija že izoblikovala mnenje, tako da bo v ponedeljek v dopoldanskem času nadaljevanje prekinjene seje, ko bomo tudi sprejeli odločitev. Kot sem dejal, bolje kakšen dan kasneje, kot pa prehitevati stvari. Če lahko Marci Vesni na Radio Slovenije, gospod Podobnik pogreša pravzaprav širšo razpravo o tem vprašanju, v kateri bili navzoči tudi pravzaprav predstavniki, predsedniki občinskih odborov, pa člani izvršnega odbora in tako naprej, ker pravi, da stranka trenutno pravzaprav ni takšnem položaju, da bi si lahko privoščila odločitvi, ki bi jo še bolj razvajali. No, pogledajte, to vprašanje vsekakor ni naslovljeno na razsodišče, naše delo je povsem nekaj drugega in na to, ta pobuda, o tem bodo razpravljali na drugih nivojih. Mi danes o tem seveda nismo razpravljali. Rekli ste statutarno vprašanje. To pomeni, da v bistvu ste prišli do enega sklepa, sem zdaj morate nekaj definirati, da lahko ta sklep napišete, kako? Tako, da bo v bistvu še čisto do konca seveda odločitev, dokler postopek traja, še ni dokončno sprejeta, v odvisnosti od tega, kako bodo pravniki oblikovali, kako narediti, da ne bi po pravni plati kršili kakršnekoli pravic drugih. Je to sklep o izločitvi? Poglejte, o podrobnosti v tem trenutku res težko govorim, ker moramo najprej, vsi člani razsodišča morajo najprej dvigniti roke, pa bomo potem videli, kaj to je. Torej, danes ste opravili razpravo, seznanili ste se z dejstvi tako s predsednikom razstojnikov strani gospoda Podobnika. Ste karkoli glasovali ali ste se več ali manj pogovarjali o statutarnih zadevah? Tudi tukaj je postopek, kot nam je gospod Podobnik nakazal pred samim začetkom, se je lahko ta postopek še vedno dolgotrajen. Še vedno je, če ga v primeru izključitve izključitve, še vedno možnost pritožbe, še vedno ne bi stranka o tem lahko odločila. Če prav razumem, vse je vprašanje pri tem lahko? Če sem prav razumel, jaz mislim, da če sem jaz prav razumem pravne ozance, potem zoper odločitev razsodišča, da je dokončna, da pritožbe ni več. Ne pa bodo pravniki popravili, mislim, da je tako. Tako da v bistvu zato ravno počakamo, ker je odločitev dokončna, da ne bi potem se valjalo, ali je pravno korektno, ali ni, ali je prav tako ali drugače. Kaj je to v tem delo, da bi sklep statutarno komisijo popisal? Čakate na sklep statutarno komisijo? Mnenje Statutarno-pravne komisije, da nam da napotek, da ne bi zašli. Nam lahko zaupate vsaj v kakšno smer gre ta razprava danes? Nekako smo se vsi člani razsodišča
dogovorili, da dokler ni dokončne odločitve, da ne bomo govorili o podrobnostih in tudi ne prejudicirali stvari. To meni bo ponedeljek. Ponedeljek. Dopoldan, točno uro bomo seveda sporočili, v odvisnosti, kako bo Svetovna pravna komisija, glede na to, da je vmes vikend, lahko oblikovala mnenje. Kaj, na to bo pa razsodišče po Tako, sklep, ali jo to razrešeno oziroma Ja, v bistvu je predlog oziroma pritožba izvršilnega odbora oblikovana tako, ali da, ali ne. V bistvu ni odločica. Ampak verjetno nam lahko kot izpostavljen član SLS od tega poveste vaš vrnikov osebno mnenje. Gledajte, zopet se vračam na tisto prvotno izjavo, da smo se res dogovorili, da počakamo. Kako je potem, če ni drugih vprašanj? Da danes ne. Predsednik Vilenček ne bo dejal izjave, ker postopek ne bo zaključen. Ok. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Hvala vsem za vzrevizo. Razsodišče. Sem razsodišče. Ja, drugi čas. Ja,